Z nami sta in zelo sem vesela, da sta z nami, zaradi tega, ker imata obi ogromno obveznosti, zdaj so v gledališču vaje dopoldan in vse to, tako da sta prišli gospa Saša Pavček, igralka, ki poznate, pesnica, umetnica vsestranska in gospa Mojca Kranc, dramaturginja in prevajalka, odlična prevajalka. Jaz sem ravno prebrala zgodbo o temnini in o ljubezni in temnini Amosa Oza. Krasna knjiga, jo zelo priporočam v branje. In Saša Pavček je igrala v tem filmu Penelopo. V gledališču v Mali drami. Ta predstava je bila 2007, ko je bil tekst še čisto svež in nov, prej mislim kot v Parizu, ne. Tako da smo v Ljubljani lahko srečni, da smo na tekočem s takimi stvarmi. Kako ste videli doživeli ta film? Moram najprej povedati, da sem ga gledala dvakrat, ker mi je prvo gledanje pravzaprav samo moralo potešiti radovednost. Jaz sem bila tudi dramaturginja pri ureditvi, kar pomeni, da sem se ukvarjala z analizo teksta, pomagala režiserju in igralcem pri postavitvi, kar pomeni, da sem podrobno morala seznanjena z besedilom in me je seveda zelo zanimalo, kako... hvala lepa. Takole, čist zraven. Kar zraven, lepa bi, da se sliši. Je zelo zanimalo, kako je režiser Roman Kurganski interpretiral to besedilo, še posebej, ker sem vedela, da je sodelovala pri pisanju scenarija sama dramatičarka. Vemo, da je prenos iz enega medija v drugega, zmeri nekaj pa meče, nekaj pa tudi se zgubi med tem, ampak vendarle poglavitna, interpretativna, direktna črta pa bi bila razpoznavna. Zdaj, kako sem to doživljala potem, ali pa kako sem to ocenila, bi potem mogoče malo kasneje, ko se bo kakšne teme odprle, ampak sigurno pa lahko odgovorim na vprašanje, da z velikim zanimanjem in radovednostjo. Jaz sem film samo enkrat pogledala, sicer v kinu Komuna. Moji vtisi, moram iskreno povedati, čeprav ne vem, če lahko o tem sodim, ampak niso bili preveč pozitivni. Morda zato, ker sem zelo veliko pričakovala, seveda od vseh teh najboljših svetovnih igralcev, ki so tukaj bili zasedeni. Ravno tako od režiserja sem zelo veliko pričakovala in sem bila potem na nek način razočarana, ker se mi je zdelo, da so vse bolj prikazovali, kot pa prikrivali njihovo notranje bistvo. To me je mogoče malo razočaralo. Ampak se opravičujem, ker začenjam s tako negativno mislijo, sem mislila kaj bolj optimističnega pravzaprav povedati. Morda to, da se je pa vendarle izkazalo, da so to 4 krasni karakteri in da je snov, ki jo obravnava, izjemno sodobna in da so te odnosi med liki nam tudi lastni. Se mi zdi v tem urbanem okolju, da je vedno več tega podtalnega nasilja. Mogoče je bilo v filmu, se mi je zdelo preveč na plana prikazano že takoj od začetka. Se mi zdi, da so hoteli prikazati to agresijo, ki je potem ni bila toliko presenečenja, vsaj meni, ne. Ja, če smem jaz, v tem, kar sem predstavil videla, meni se prav pred tem vašem liku zdi, ne, da je Jodie Foster že od vsega začetka tako očitno prikriva to svojo notranjost, da sem že na začetku vedela, malo tudi zato, ker sem videla v gledališču, ampak vendar, da sem že v začetku vedela, da se bo to tako razvilo. Pa me zanima, ali je kdo še v gledališču videl to predstavo, to bi bilo, mislim, dragoceno
tudi za naši gosti. Ja, jaz nisem abonetka sicer, ker sicer spremna predstava, tukaj ni nobena zamudila in pravzaprav sem z radovednosti prav prizajavljene dramsko prizorijo in filmsko prišla pogledati danes. Mislim, meni je bila dramska predstava izredno všeč. Moram pa reči, da tega pomisleka nimam pri filmu, da bi me razočaral, pač je drugačen medij. Mislim, pač pravzaprav medij, ki lahko več nudi, ne, čeprav nekako ni več ponudil, kot je dramska predstava ponudila, ne. Zdaj, težko bi kaj zraven dala. Mogoče me bolj zanima, če mi gospa Saša Pavčkova pove, kako je pa ona pravzaprav avtorico doživljala, ker kot vem je ona, to je druga predstava, kjer se nastopa, ne, poleg enega španskega filmada, ne. Ko ste se pripravljali, recimo, kako ste mogoče te vloge, vam je avtorica blizu za uporabljanje, ker moje mnenje je bilo, da ste pač vsi štirje odlični v tej predstavi, dramski namreč. Hvala. Jaz imam Jasmino Reza izjemno rada. Se mi zdi, da je za igralca piše fantastično, tako da če imaš srečo, da dobiš vlogo v njenih komadih, lahko vedno nekaj narediš, ogromno ponudi igralcu, kar se seveda vidi, da je ona tudi sama igralka po svoji profesiji. Predvsem je pa, se mi zdi to dragoceno, da ima te njeni dialogi so obenem duhoviti, ampak niso banalni. Tudi če obravnava banalne situacije, vendar je v tem še neka globina in zelo veliko občutek pravzaprav za notranjo psihologijo likov. Jaz zelo rada sem igrala njene igre. Morda seveda Bog masakra igralsko mi je ponujal več mogoče kot en španski komad, mogoče zato, ker ni bilo tako enoplastno, ne glede na to, da v španskem komadu je nekaj, kar se igra v gledališču in potem še neke realne situacije življenja, ampak je bolj, bi rekla, razpršen tekst, medtem ko je tukaj res koncentrirano na neko realno dogajanje časa in prostora. Zelo rada je realno. Je pa še nekdo je gledal, ne? V gledališču se mi zdi. Spane. Ja, ne. Sem imela tiste. Ja, nekako sem imela jaz pri tej predstavi, vidite, za film rečem predstava. Ker sem imela nekako vtis, da je to pofilmana predstava. Narejena z namenom izobraziti ljudi o dramaturgiji. Se mi zdi, da so stvari tako zelo poudarjene, tako, kako bi rekla, tako kot mi govorimo o Ameriki, da mora biti tam vse tako jasno razloženo, da je na ta način ta film narejen. Nekaj sem prebrala tudi, da je režiser, Polanski, da je mislim, da je bila Jodie Foster, ki je sama režiserka, zelo presenečena, da je on tako vsak detajl res sam izdelal, od objektivov na kameri do vsakega predmeta, do rekvizitov, do vsega, da je strašno veliko delov na tem. Ne? In tako se mi je zdelo, da je, jaz sem tudi v predstavi več doživela, kot v filmu. Ravno mislim, da zaradi tega, ker je vse tako jasno razvit. Zdaj pa mogoče boste vi to moje občutenje kot dramaturgi lahko razložili. Bom poskusila. Mislim, da gre za dve različni stvari, ki se včasih malo prekrivata, pa jih je težko ločiti, zato bom jaz vsako posebej. Ena stvar je seveda razlika med medijema. V gledališču, ne glede na to, tudi če je neko dramsko besedilo uprizorjeno, kot se reče, v realističnem slogu,
čim bolj blizu, kako ne rečem, življenju, je zmeri od gledalca eno prizoritev zahteva določeno stopno še abstrahiranja oziroma tega, kaj si zraven sami še predstavljamo. Medtem ko film je pa zmeri dobeseden, ali pa, no, ne zmeri, večinoma, ne. Seveda obstajajo drugi žanri, ampak če ostanemo recimo v tem mainstreamovskem, so zmeri dosti bolj dobesedni, kakor je predstava prizoritev v gledališču, sploh lahko tudi, če to želi. Ne? In če je dobesedno, če so vse tiste reči, ki bi si jih naj mi v gledališču samo predstavljali, tam pa so, ostane zelo malo prostora za to, da bi si predstavljali kaj, oziroma sploh nismo podvojeni v to smer. Ne? In v tem smislu je seveda pol, če govorimo o različnih žanrih, se to zgodi tako rekoč ena ta razlika v doživljanju zmeri. Ne? Posebej v tem primeru, ne, če zdaj primerjam našo prizoritev, pa film, jaz sem gledala še res, da sem po televizijskem posnetku krstne prizoritve, ki je bila v Cirihu, se pravi tudi ene gledališke še. Se mi zdi pa, da je ta razlika, ki je itak jo že žanr sam prinese, še v tem smislu poudarjena, kakor sta že vedno prej malo omenili, namreč oziroma Saša zelo konkretno, namreč, da iz meni neznanih razlogov so se odločili za film, da bojo naredili osebe bolj enoplastne. No? Mogoče zato, da bi bile bolj razvidne, bolj prepoznavne na prvi pogled, ampak na ta način mislim, da so zgubile trodimenzionalnost. Ne? Bom dala kar ta primer, ki imamo Sašo tukaj, da me boš lahko takoj popravila, če bom kaj narobe, ampak naprimer ta oseba, ki je igrala Saša oziroma Jodie Foster, to ni oseba, ki mi takoj vemo, da je ena zoprna gospa. Ampak je v bistvu, kako ne rečem, ravno enak velik šans, da pove, kaj misli in kako ima prav v svojem mišljenju in ima kako drugi trije. Vsi štirje imajo nekako enake pozicije. Ne? In mišljenje, vsaj mislim, da to je bil cilj, ki bi ga radi dosegali in v gledališču in v filmu največ, da se spodbudi pač debata o teh štirih stališčih, da so enakovredna in da nobeno ni že vnaprej negativno. In kot rečemo v našem pač žargonu, osebno odru se ne sme denuncirati, kar pomeni, da ti kot igralec, kot ustvarjalec osebe nikoli ne smeš že vnaprej negativno delati, ampak skušaš najdeti seveda negativne, ampak tudi pozitivne njegove platice, lastnosti, zakaj kaj, kar na videz zgleda čuden ali pa negativno, zakaj bom človek tako naredil in zakaj tako mislim. Upam, da sem približno odgovorila, no. Ja, kaj pa ta Bog masakra, pa masakr? Naslov. Naslov. To seveda se sprašvala tudi, kako da so, dobro, oni so to predstavili v originalu, se ta zgodba dogaja v Parizu, so prav omenjene določene ulice in trgi, tako da je jasno, da gre za Pariz, oni so to predstavili v New York in s tem nekako dali vedeti mogoče, kateri publiki je ta film predvsem namenjen, ne glede na to, da je ta ustvarjalna ožja ekipa glavno evropejska. Sem si mislila, da so spremenili pol tudi imena, recimo Saša je igrala osebo, ki je Valerija, ne pa Veronik, Valerija v eni drugi igri, sem čuj. Vero. In seveda me je zelo zanimalo, oziroma sem se ukvarjala nekaj časa s tem, zakaj, vendar so šli spreminjati naslov. Naslov je Bog masakra, prevajalec Aleš Gerber se je odločil za Bog masakra, za tak naslov ljudi tudi kot naš, kar bi mogoče bilo nekako bolj po slovenski Bog klanja, ne? Ampak je potem povedal gospod Berger, da je, ko je premišljal o tem naslovu, da bi mogoče kdo lahko narobe razumel, da se Bog komu klanja, recimo, ne? In se je pač odločil pol za, recimo, to privzeto besedo, ne? Bog masakra, ki je verjetno v enem, kako zveni, naslov zmeri mora delovati sam zase, ne glede na to, kaj je pol knjiga, film, gledališka prizoritev
skriva, ne, se za tem naslovom. Medtem ko sam masakr pa mogoče ni toliko privlačen, ali pa ni tako kontroverzen, ali pa ni toliko izzivalen. Zakaj so se za film, ki je nekako vendarle komercialno naravnan, odločili za tak naslov, pa še avtorca je bila zraven. In pol me je prišla ena mogoče malo blasfemična misel, da glede na to, da je film namenjen ameriškemu trgu in glede na pač mentaliteto in njihov sistem vrednot in tako naprej, mogoče ni pameten ali pa da bi koga odbilo ali pa celo užalilo, če bi se v istem stavku pojavili besedi Bog in masakr. Ker je pač naslov deluje, kot rečeno, sam zase, v tekstu, v scenariju je pač ta sintagma Bog masakra ostala, ampak je bila pripeljana tako, da je jasno, kakšen je kontekst. Tako, si razložila. Koliko sta pa začuštili, recimo, da je Jasmina Reza, da je popuščala pri adaptaciji tega scenarija? Ja, kar se tiče besedila, se mi zdi, da je dobesedno prenešen, razen da so spremenili lokacije in imena. Drugače pa se mi zdi, ampak to je bolj režijska zadeva, da je ta pretiran perfekcionizem v natančnosti tega, kako kdo reče, da bo ja razumeti, kaj je hotel s tem povedati, da je s tem zgubilo, vsaj po mojem mnenju, eno prepričljivost, naravnost. In potrdili se mi je, da mogoče tiste stvari, ki so narejene z nekim širšim zamahom ali pa morda ne tako pikolovsko natančno, ampak v vsebinskem smislu zelo zares in zagnano, ampak v tem formalnem smislu morda malo bolj sproščeno, malo bolj naravno ali pa malo bolj, da se res osebe med sabo poslušajo in spontano reagirajo, da bi bilo več, da bi imeli gledalci, se mi zdi, več od tega. Mogoče, ampak to ni problem, se mi zdi, scenaristke, morda samo ona bi verjetno lahko to vse predstavljala si, da je ustrajala kot verjetno vsak pisec na vsaki svoji besedi in tem, kar je miselna, in je to tudi hotela, da se to besedno prikaže. Ne? Ali pa je režiser to hotel, morda pa tudi celo igralci, ne vem. To se mi je zdela najbolj... Tukaj se mi je zdela ena drobna napaka, ki je za sabo potegnila to, da je mene obdelovalo preveč skematično in preveč perfektno vse. Za moj pogled, ampak se pa lahko popolnoma trujeno, ne? Material tudi trujeno. Je material, ki je že vnaprej takoj ti da vedeti, kakšna bo reakcija tistega nasproti. In če so ti takoj na začetku že vsi štirje nekako jasni, zdaj bo pa prišlo med njimi do enega zelo velikega kraha, da ne zanima več tako, v bistvu bi morali biti skoraj tako, morda se bo pa kdo v koga zaljubil, morda bodo pa ratele najboljše prijateljce ali karkoli. Tukaj so pa skozi kazali, pravzaprav mi se sovražimo, zato ker imamo vsi štirje različne življenjske poglede. In samo to izhodišče se mi je zdelo, da na nek način morda celo podcenjuje gledalca, ameriškega in evropskega gledalca, da nismo dovolj inteligentni, da bi znali tudi subtilno razbirati odnose. Mislim pa, da smo, no, bi rekla. Kako je pa mogoče tudi, če ima kdo iz občinstva to misel, kam smo s tem filmom pravzaprav pripeljali, kaj je zdaj s temi štirimi pogledi na svet, ki jih imajo ti štirje junaki, ker film se pravzaprav ne konča oziroma se zaključi, meni se zdaj tako, kot pri Fejduju, ko smo na koncu spet na začetku. Nikamor ni pripeljal, ni do katarze pravzaprav prišlo, ali se sam jaz prišla. A je kakšna misel? Ja, jaz sem konce videla tukaj, mislim, zelo se mi zelo srčen, ne? Na konce fantje na igrišču lahko med seboj spoprijeti ljudi. In vem, če smo se prejšnji večer s starši pa formalno opravičevali to, kot bi starši hotel, ne?
ker se mi zdi, ti 4 junaki, vsaj nekaj določenih segmentov zelo naporno igrajo. Na koncu pa vidimo, hrček je svoboden in fantje so se nekako svobodno pobodan, mogoče se tudi kakšno alfonsko dan, pa tu se mi je redko, ne se je ta konc, sem nikaj konca v filmu. Ne konc, ki s temi junake, pa konc med sinovi. No, verjetno je to bilo tudi mišljeno, da so ti 4 ujeti kot v neki kletki medsebojnih odnosov. Življenje pa z vso živostjo poteka zunaj. Samo se mi zdi eno uro pa pol neke schematičnega prikazovanja odnosov, se mi zdi, da je malo predolgočasno na nek način, nima pravega suspenza napetosti. No, Poljanski me ne bo zasedel v filmu. Kaj pa ti, recimo, to je tudi zelo zanimiva stvar, ki pišete drame, se dramatičarka, no, ali pa vsaj vendar. Mislim, ko študirate tako vlogo in ko imate vam ta dramaturgija, jasno, da jo še malo drugače doživljate z vsemi temi, kako bi rekla, triki, tle ta telefon, naprimer, no, to je ne da tak enostaven primer, ta telefon je pravzaprav sprožilc vsega, ne. Verjetno bi se ti ljudje mogoče celo takoj prešli, če ne bi telefon zazvonil, in če ne bi vsem že to šlo na živce. In zdaj ta Jasmina rekla, ima take, to so ene vrste triki, ne? Tukaj pa se mi zdi, da je krasno to naredila pravzaprav. To je ena banalna stvar, ki jo vsi v današnjem svetu kot motnjo zaznavamo in kot nekaj, kar je neobhodno potrebno za značaj. On ne more brez tega, ampak verjamem pa, da marsikateri v družini ima nekoga, ki je obseden s telefonom. Jaz recimo za svojo družino že lahko to rečem in mislim, da je tukaj ena iz realnosti sodobnega življenja vzeti detalj, ki pa se mi zdi, da dramaturško zdrži. Tudi iz značaja njegovega izvira, iz situacije same. Morda bi bilo pa, ali pa možno bi bilo tudi seveda nekaj drugega uporabiti. Ampak je meni se mi je zdelo recimo pri tem liku odvetnika krasno to, kako je ona pravzaprav z drugimi besedami povedala, kaj farmacevtska industrija pravzaprav dela z nami, kako smo vsi ujeti v neke te velike korporacije, ki krojijo tudi naš vsakdanjik, tudi našo intimo. To se mi zdelo meni kot stališča njenega pisanja, se mi je zdelo izvrstno. Pa ona tudi sicer, ne, mislim, ima take, tam sem brala v tem gledališkem listu, ki so ga prijazno prinesli s seboj in je na voljo tukaj, to je krasna publikacija s tekstom, dramskim, zanimivimi drugimi teksti. Je ravno pisanje o tem, ne, kako je v eni igri med to sporom, z enim porom, ki je prinesel z trga, nenehno moti dogajanje na odru in nervira nastopajoče. Ja, tako da je v tem smislu lahko ena taka banalna stvar res, da sprožilni moment, tle se mi zdela pa celo tudi, da ima še en drugo funkcijo, namreč, da je kakor en katalizator tega, kar mogoče hitreje dojamemo, kakšen je ta odvetnik, kakšen ima odnos do svoje žene, do svoje okolice in kako je pravzaprav biciklist, no, se pravi, da precej vzvišen do teh treh, ki so tle z njim, hkrati pa v bistvu je servilen do te velike korporacije, ki mu reže hodne. Tako da je kakor en podaljšek tega, kar se dogaja v njem, da se to hitreje razvidno. Ona je stavila bolj na to razvidnost, ne na to, kakršno smo v primerjavi recimo igralskih načinov lahko opazili med filmom. Bo še kdo kaj povedal? Lahko je brezvočnik.
Ne bom motiva, da bom kratka. Samo prosim, dajte mi enkrat originalen, direkten odgovor v tistem možnosti, ki jih pač morate. Posebno gospa Saša Pavček, ki se mi že čestitala, takrat, ko je bil že borba za začetek tega našega kulturnega prostora, odpoved kulturnega ministra. Verjetno se spomnite v Cankarjevem domu na dan penzionercev, ko so tisti 3 dnevi čudoviti, so oziroma ne moreš vse ujeti, ampak lahko precej ujameš v tem smislu. Da ne boste rekli, da res izmišljam. Mladina ni dolgo. 11 je tlele, to se pravi je, te je točno, vaš zanima me ta odgovor. Težka dilema, direkten, originalen članek, ker to mladino držita 2 članka zelo močno. Prej je bilo v istem članku od gospoda Julija Pustičiča in pa gospe Eme Herceg. Obe še vedno ta časopis zelo močno podpirata, ker nekdo hoče vse ta članek prebrati, tudi če tega zamudi. Z ozirom na vaše delo, ker sem lepa v maju mladinsko delovišče, posebno dramo in vse, spremljala določene komade, da filmu, ki pozneje v delovišče, posebno nekatere zelo močno, tudi par let nazaj, pa danes, kako vi gledate to našo dilemo, kako ljudje spreminjajo poglede z ozirom na današnji čas, na dan srečno 3 tisočletje, z ozirom na tale, kar je ona podarila mogoče med vrsticami, ampak ga čutimo zelo močno, ne samo ona, Hrvatje, Jugoslavija, Balkan, mi, cel svet. Poslušajte, na glas, ker imaš si to ne gre. Mislim, ni kuhalo. Zagovarjati nenehno kompromitiranje demokracije, za katero ustrajajo, za katero ustrajno skrbi, neposredno politična vlada, ta politična vezava financovati, ker danes je tukaj kultura, ki naj rešuje, ne ni več, naprej, ki naj skrbi nesposobno politično vlado ali intelektualni in moralni primanjkljaj, ki ga ponujajo brez številne skupine strokovnjaških. Jaz sem prebrala pravil, ki se pravi Pavlih. Jaz se filma držim življenja šejše, ker filmi bo kultura deloviče. Zato da reč, ampak kaj bo kultura naredila, da preseka določen pozo tukaj pri nas, ker hočemo živeti za naslednje generacije, tudi tiste, ki niso rojene. To so ta najtežja vprašanja, ki se pojavijo tudi ob takem filmu. Vprašanja sobivanja med sebojnega, različnih pogledov. Tu imamo tle 4 ljudi, ki se lahko stepejo. To je težko vprašanje. Ja, razumem vaše stališče, gospa, tudi razumem, da vas te stvari bremenijo. Oprostite, da nisem mirno povedala. Ne, v redu. Prekinja govor, oziroma izgovor, oziroma razgovor, oziroma dialog. To, kar imamo s prakso, zaradi vemo česa. In nekdo bo rešil. Nikoli. To so tabuji. To, oprostite, glasnemu govoru. Ne, v redu je. Če lahko samo iz svojega stališča povem, da se kot oseba in zlasti pa seveda tudi kot igralka borim svojim delom za vsakič mi upamo, da bodo tudi drobne spremembe, da bo z gledališčem, da so možne tudi spremembe v družbi, spremembe odnosov, spremembe kakršne koli na boljše. Svoje delo posvečam tudi temu. Zdaj konkretno seveda v politiko se ne vpletam oziroma nisem politično angažirana, ampak svojim ustvarjalnim delom vendarle skušam prispeva tudi k temu, da je družba boljša, da je kulturnejša, da je strpnejša, da je sočutnejša. To je vse, kar lahko povem na vaše vprašanje. Lahko da samo to še razumete. Imate čudovito dedičino. Po genom verjetno očeta, ker ga več ali najvašega poznamo več ali naj zelo veliko so geni. Samo jaz če sem razvodila pri 4 letih,
pa imam čr, ki se piše tako. Ni zato važno, da ne morem po meni pada. Samo kada pada po mojim otroku, po mojih vnukih, jaz to gledam, da čas to ne more popravljati. Tudi tiste mrtve žive, ki prihajajo. Razumite, da mi imamo preveč čakujev, iz katerega dela to vsi vemo. In ta kapital, ki ga nekdo imenuje fiat, jaz mislim, štopajte, koliko še da. Kultura, hvala lepa. Še enkrat oprostite, ker sem preglasna. Ja, hvala lepa, gospa. Ja, spet se lahko vrnemo. Jaz nisem gledala predstavo Drame, ker mi je zelo fino primerjati, pa bi rada, če mi gospa Saša pove, kako je pa ona ocenila oziroma kako videla vlogo, igro Jodie Foster. Jaz jo izjemno cenim kot igralko. V tej vlogi mi pa ni mi bila preveč všeč. Se mi zdi, da je bila že od začetka pretrda, preveč tako kot je rekla že kolegica moja, Mojca Kranc, preenoplastna se mi je zdela njena igra. Se mi zdi, da je že takoj hotela pokazati, jaz sem ženska, ki je odločna in ženska, ki bom naredila red in sem ni dopustila pravzaprav, da je dala, da se tudi z njo en del publike identificira, da vendarle ni pustila nekako do sebe, do seveda tega lika, do svoje notranjosti, kjer je tudi ona občutljiva in ranljiva, kot se izkaže na koncu, ko se zlomi. Ampak je od vsega začetka bila izjemno, preveč je pokazala, preveč je bilo, se mi zdi, matematično njena vloga zgrajena, ni se mi zdela dovolj življenjska. No, hvala za to mnenje, jaz se vam pridružujem. Hotela sem slišati iz strokovnih ust, jaz sem se igralka, ne tako izobražena, ampak čutek imam podoben. In mi je prav žal, ker je velja res za dobro igralko in imam rada, da tokrat mene res ni prepričala. Žal. Ja, resnično je bila tudi meni, od vsega začetka mi je bila jasna. No? In to seveda je škoda, ker v bistvu ta klip je bogat se ona je fine stvari počela, se je z dobrimi stvarmi ukvarjala, se je pisati knjigo o Darfurju je prav naprej, ne? Ampak vse je bilo tako res enoglasno. Ja, mi ponavadi vzamemo, tudi če je recimo nek lik zelo negativen ali pa nek lik, ki je napisan že recimo, že sam dramatik ga naredi zelo enoplastnega, se igralci največkrat s pomočjo fantazije poslužujemo metode kontrakarakterizacije lika. Se pravi, tudi če tega ni v besedilu, recimo, da si svojo fantazijo pričaraš, ne vem kaj, njeno, bodi si otroštvo, ali pa njene svetove, ki so izrazito mehkejši, subtilnejši, toplejši, skratka, nekaj, kar je popolnoma v nasprotju s tem, kamor te vodi tekst. In iz tega potem seveda narediš bolj živega človeka, kajti noben ni samo črn in bel, kot je bilo morda preveč v filmu prikazano, ampak vedno smo ljudje mešanica vseh pač različnih lastnosti in enkrat ene udarijo na plan, predvsem kot presenečenje, mora biti za gledalca, ne pa da je že kažeš kot, ne vem, s transparentom, sem tak in to ustrajaš dolgo časa v tem. Koliko je pa to odvisno od igralke, pa koliko od režiserja? Ponavadi zelo veliko od režiserja, bi rekla. Prej kot od igralke. Verjamem, da je ona izjemno inteligentna umetnica, izjemno sposobna igralka. Mislim, da je tukaj, včasih se tudi zgodi v tej zelo veliki močnih osebnostih, ki so tukaj, ki ste videli na platnu in za kamero, se zgodi včasih, da umanjka neka kemija med njimi in se verjetno na nek način podredijo ali pa preveč med seboj tekmujejo, kjer bo bolj perfekten. In čim gre za neko tekmovanje v privatnem smislu, ne kot liki, oni že med sabo tekmujejo. Mogoče so oni hoteli sabo si dokazati, da so vendarle vsak zase najboljši. Vedno je sodelovanje tisto, ki je najpomembnejše in ki prinaša pravzaprav nek zaključen in nek lep umetniški dogodek. Jaz sem imel občutek, da je tle namenoma neprivlačno zgleda. Sej, to je ravno verjetno tudi napačno. Ne? Se mi zdi, da
Ona je čudovita ženska in izgleda pa tako mogoče tudi zato, ker je njena drža, njen odnos do vsega tak, ne? In hoče pokazati že takoj, da je odbijajoča. Bolj inteligentno bi seveda bilo, da bi se polovica žensk recimo z njo identificirala pravma, skrbi za otroke, skrbi za to, kako bodo naši otroci, prihodne generacije, kakšni bodo in kakšen bo svet. Ona uporablja, ne vem, tam tudi, katere vzgojne metode so primerne. Skratka, je ženska, ki se hoče pravzaprav Reza prikazati, kako ima veliko empatijo recimo do Darfurja, do vseh krivic, ki se dogajajo na svetu in očitno ima tudi en močen etičen imperativ v sebi, ki ga pa na neprimeren način kaže, oziroma v njenem osebnem karakterju je nekaj takega, da ne pride do srca drugih. Pravzaprav v tem filmu je, v tem tekstu, je ta konflikt med njo in možem, ki mogoče še ni bil nikoli prej toliko jasen, je pravzaprav hujša stvar, ne? Ja, konflikt med njo in možem, konflikt, oziroma, če smem samo 2 koraka nazaj, da pa bi navezala na to, kar je povedala Saša. Seveda, to je, se absolutno strinjala s tem, kar pravi Saša, bi pa upozorila še na eno dimenzijo, namreč, da mi gledamo igro, v kateri nastopajo 4 osebe, ne? In predvsem je ta igra zanimiva za to, kaj se dogaja med njimi, kakšne situacije nastajajo, kakšni so odnosi med njimi. In zdaj, kako ne rečem, če imamo tam, na primer, samo moža in ženo, in je ta žena že takoj prikazana, ker je odvedoča gospa, recimo celo zoprna, ali pa da malo ne skrbi za to, da bi izgledala ženstveno, ne? Da li rečem, to je lepo, kaj se pa mi mislimo o tem možu, ne? Mislim, nekako moramo mi vedeti, zakaj sta ona sploh skupaj že dolg časa, ne? Vse to ni samo zaradi meščanske forme, mora biti tudi med njima nekaj. Se pravi, ne samo, da se pa zdenuncira sam lik, ampak tudi ta njegov partner, ne? In po tej igri se je recimo nam zdaj najbolj zanimivo to, v celem zdaj kompletnem dogajanju, kako začne se 2 para, in cela igra ni bitka med tema 2 parama, ampak se ves čas zavezništva med njimi spreminjajo. Včasih sta obe ženske proti obema moškima, včasih se diagonalno povežejo v neke tabore, včasih so 3 proti 1. Tako, in zato, da bi to bilo možno in da bi to bilo verjetno, seveda mora biti taki, da mi verjamemo, da so se ta zavezništva sklenila. Ne? No in v tem smislu je seveda tudi, če odgovorim na vprašanje, med možem in njo. Tudi med tem drugim parom, ki je na obisku, naštima vse. In je dogajanje med otroki, pravzaprav samo nek zunanji, bi rekla, sprožilni moment. Oni itak se med sabo zmenjajo, ker se pač mora med sabo zmeniti, ko je socializacija narejena. To je pa samo nek sprožilni moment za dogajanje med njimi. Ne? In to je zanimivo, ne sami ti otroci. Mogoče moramo še povedati, da je to predstavo v drami režiral Janoš Štica, ne? Da je to velik režiser, ki zdaj dela v drami, ne? Je že premiera, da. Tako da imamo take okrog tega zanimive in velike ustvarjalce. Mogoče bi vam še povedala eno tako zanimivost, in s tem se nima direkt zveze, ampak ta film je stal $25 milijonov. To je spomen zato, ker v filmih igrate in sploh najbolj poznate razmero v slovenskem filmu, kjer je bil najdražji film za zdaj, mislim, da je stal $1 milijon ali kitajska. In se človek vpraša res, da živimo v istem svetu s temi merili, oziroma da nas hočejo zdaj naš prostor, naš svet z merili, ki so zgrajeni v čistem drugem svetu, nas hočejo s tem mir. Ne? In to ni čist
brez vpliva na vse. Enostavno nas družbo, državo, narod merijo s temi finančnimi merili, ki so za nas čist nespremljiva, ker pa nas nikoli ne bo treba, da bi film stal 25 milijonov dolarjev. To so take... To se mi zdi meni osebno nepojemljivo, sicer se na finance čisto popolnoma nič ne spoznam, ampak se mi zdi, da ta vsota za film, kjer nima niti praktično niti enega eksteriera, se mi zdi, ne vem, kam so dali ta denar. Ja, to so ilustracije zelo dobro plačane. Mene je dolga leta nazaj sem gledala en iranski film, ki ga je posnela iranska režiserka, pa se zdaj nažalost ne spomnim njenega imena, črno-bel film, zelo skromno posnet, ampak je imel tako močno vsebino, ravno tako družinskih odnosov, je obravnaval v 3 različnih generacijah. Ta film je, verjamem, da ni stal minimalno, kar je pač lahko, ampak je name naredil ravno zaradi vsebine izjemno močen vtis in mislim, da ni vedno, ne smemo, oziroma zelo napačno, da glede na to, kaj to prinaša film, koga ti lahko prodaš, da to sodimo potem kvaliteto umetniškega dela in tudi potem, kakšen denar je vložen. Kar seveda ne pomeni, da moramo za kulturo dati manj, ampak da se ne da, res se ne da v umetnosti cent z denarjem stvari. Ne, seveda, sploh ne. Zato se moramo v vsakem trenutku, vsak svojim delom, mislim, boriti, da ne bomo tako gledali. Ampak vendar na svet, svet ima zdaj ugrajena ta merila finančna tako globoko v vse, da skuša še kulturo in umetnost na trg spraviti, čist. In to se po svetu dogaja, pri nas še ne, ampak mislim, da se moramo boriti za to. Ja, pri nas se tudi dogaja zato, ker se pripravlja na to in se to čuti, ne glede na to, da navidezno vse na nek način ne bi delovalo tako kot prej, pa ne deluje tako kot prej, ampak dejstvo je, nekateri umetniška dela so lahko tržna in se lahko pokrivajo sama, kot rečemo to v žargonu, nekatera pa absolutno ne. In za tista, ki absolutno ne moramo vrednotiti s tem, ali to lahko prodamo ali ne moramo tega prodati. Zelo velika umetniška vrednost je navadno ravno v tistih delih, ki so tržno manj privlačna. In mislim, da se vsi s tem strinjamo, da je treba seveda ta, ki so sporočilno najmočnejša, umetniško najprepričljivejša, podpirati, ne glede na to, da morda ne prinašajo teh zlatih jajc kot nekatere komercialne zadeve. Lahko dodam, samo še tukaj frazo. Bom zdaj pa mirno povedala. Včasih. Molk je zlato. Življenje ima mejo. Se rodiš, umreš. Da ne bom šli z ozirom na različne ideologije na ta primer. Samo, če nekdo, mislim, ker so napisane imena, se ni važno, ki sem smen to spreminjajo. Samo jaz sem počitala, nedolgo. Pa kako gledate na vse to? Če vse dobro premislimo, ni nič težjega kot najti bedaka, ki molči. A je to razvoj, je to proces življenja, biti, ne biti, oziroma obstati za kvaliteto. Da ne prodaš sebe in še imaš si kaj. Zato ne gledam življenje kot ta dramaturgija. Skozi te 4 osebe sem jaz videla ves svet življenje. Ona je pa videla samo ta družinski del, pa to kreganje. Ker posebno močno, ker na otrocih, kadar gledamo določene nedolžne, najbolj nedolžne stvari, kako se to izhodišča danes, a ne mislim samo na fotografijo, pa na, veste na kaj mislim, da ne bom šla na spolno, pa na genetiko, pa na Darwina. Samo še vedno pri nas živi teorija darwinizma, ki jo ni nobeno ničo. Prosim, razumite me. Ja, jaz mislim, da smo vsi razumeli, da je ta film govori nekaj več govori samo o svetu, ne samo o teh 4, ampak mi smo se s temi 4 malo več ukvarjali, ker je na ta način lažje analizirati celo stvar.
Za konc, kakšno dobro misel. A svet jaz močko gledališče nazaj. Januša Kucer sem gledala, ravno kar sem gledala Tri sestre, njegova režija. Zdaj, koliko režiser vpliva na scenografijo? Koliko režiser vpliva na scenografijo? Sem namreč z likovnega področja in manj mod današnja scenografija v gledališču. Sem pač redno obiskovalka gledališč, me to področje zanima, čeprav nisem z gledališkega področja. Me pa mod pravzaprav dejansko scena. Včasih mi odgovarja absolutno pravzaprav revna scena, ali pa nikakršna scena, s tem, da recimo pri tej predstavi sami ne sodelujete, sem recimo nekako, ne vem, pač tam na tej sceni je eno določeno število stolov, dve mizi, klavir in ena omara in edino, kar je, to igralci predstavljajo, sam pa tja. Ne vem, zakaj bi te vam predstavljati. Nobenega vzdušja ne vrta, ne ničesar, kar bi pa vseh tvojih sestrah pričakovali. Tudi, če se to da to se pravi v novejši čas, kar naj bi tudi te tvoji sestre govorile, nekako ne moram tega sprejemati. Mogoče dramaturginja? Ja. Mislim, da je to za režiserjeva ali pač sam scenograf odločil. Res je, da je pod scenografijo zmeraj podpisan scenograf, ampak je pa seveda res tudi to, da je vsaka gledališka prizoritev pač kolektivno delo, kar se to v današnjih časih tu je sliš, je kolektivno delo. Vsi smo mornari na tej ladji, katere kapitan pa seveda je režiser. In nemogoče je, da bi scenograf naredil scenografijo za prizoritev, ki bi se režiser ne strinjal z njo. Običajno to nastane tako vzajemno, da pač scenograf v likovni govorici ali pa recimo v govorici, ki jo ponuja prostor, izvede to, kar je pravzaprav ta misel, ki jo ima režiser. Zdaj, ni fino, ne malo nehvaležno zdaj razlagati kakšne reči, ampak vendarle bom se podala zdaj na to tvegano ozemlje. Tle je bila misel ta. Vsekakor smo se tudi tukaj hoteli izogniti pretiranemu realizmu, ker pravzaprav nas te tri sestre ne zanimajo zato, ker bi ne zanimali, kaj se dogaja pred 110 leti v enem mestecu v ruski provinciji. Da bi to nasilno v današnji čas, po današnjo državo, pa potem s temi ruskimi imeni in geografskimi lokacijami operirali, to seveda tudi ne gre. To je pač moralo biti tako, da nekako ni čist določeno, pa vendar je konkretno. To, da je pa prazno, da je oder prazen in njegov edini element je pravzaprav so tla, ki so bila posebej za to prizoritev narejena, mi je bila misel za tem tudi ta, da zelo pokažemo, da se to dogaja v gledališču, ker vi vidite vaš čas tudi vse te gole prazne stene in cuge in vso to mašinerijo, ki je sicer pri teh bolj bogatih, recimo, navednicah, scenografijah skrita. Tako da to bi bilo za, recimo, izhodišče. Zelo pohvalam igralce dramske. Se mi zdi, da je res vrhunec, moram povedati, z režiserji se pa zadnja časa ne strinjam. Nisem pa edina, veliko poslušam podobnih kritik, ker seveda malo starejših obiskovalcev, zdaj da vem, odzivom mlajših nekaj. Lahko sam repliziram na to. Hecen se sliši, igralci dobri, režiser ne. Igralci so dobri zato, ker jih je režiser dobro vodil. Upam, Saša, da bi boš podprl na tem. Ta tretja stvar, ki je v zvezi to praznim odrom, to gre lakonično scenografijo, pa to, da seveda je bila poudarek, ki je bil narejen predvsem na igralcih. Včasih je preveč,
tako, za moja pojme preveč šoba, včasih je dikcija slaba, ker je toliko tega, da igralci niti ni vrnem več pri publiki. Sedim še kakor blizu, še dogevam, zadnji se počužijo, da enostavno ne ujamejo več. Prehiter včasih, recimo, hoče pač Štefančiča posnemati, kam na določeno mejo, koliko ima lahko pove. Tako da, to je pač kritika, ki mogoče bi bilo prav za te prenese. Ko že v gravni zdaj govorimo, ker najbrž ne moramo vse s tem vsi kranstej. Ne, seveda, ona najbrž obremeniti s tem, da posreduje naša mnenja in tako naprej. In tudi te poetike različni ljudje različno sprejemamo, ampak Saša Pavček je pa z vaje prišla in me zanima, če poveste, kaj delate zdaj in kaj lahko pričakujemo. Delamo Petra Handkeja, še vedno Vihar, v režiji Ivice Buljana. Igrajo Marko Mandić, Aljaš Jovanović, Nina Ivanišin, Nikla Petuška, Jure, Luka Cimprič, Ivo Ban, Veronika Drolc, pa jaz. Ja, mislim, da po obsegu to je roman, ki je zelo obsežen in izvrstno napisan. Upam, no, da bo kaj drugače, da boste... Težko rečem, ker smo v procesu vaje. Nekaj knjigo preberem, sem s biologizacijam razočarana, ker knjiga... Drug medij, ne? Drug medij, ja, vidite, zdaj smo pa razočarani. Zdaj smo pa predstavili videli, pa smo nad filmom razočarani. Tako da vsak medij ima ene svoje stvari in te prenosi so zmer malo problematični. Pač izvirno dramsko. Handke se mi zdi, da nas pa Slovence vse tako na vse mogoče načine zelo vznemirja. Predvsem pa zaradi tega njegovega koroškega izvira, ker nam zna o teh krajih, teh ljudeh in teh vprašanjih ogromno in zelo globoko povedati. Tako da jaz se zelo veselim. Res, da je roman, on je dobil nagrado za roman, ampak tudi za dramsko besedilo. Skratka, to njegovo besedilo se pojmuje kot dramsko besedilo in kot prozno besedilo. Je pa res precej obsežno in izjemno bogato, tako po jeziku kot po vsebini. Ja, sedimo se. Ker smo že pri drugem mediju, bi jaz prosila, če lahko prenesete v dramo to pobudo, če bi lahko tudi pri vas organizirali kakšen tak abonma, kot je tukaj, s pogovorom po predstavi. Bi imeli tudi zelo veliko vprašanj.